Valentin Rozman. Danes bom razložil, kako se učinkovito ozavešča svoje podzavestne vzorce preko pisanja in samoodpuščanja. Z mano je en prijatelj, ki jim bom te zadeve razlagal. Zraven bom pa to moje predavanje posnel na videokamero, tako da si boste vsi lahko pogledali tudi kasneje in večkrat ta postopek. Pa naj začnem. Torej, zanimalo te je, kako učinkovito delati samoodpuščanje, ozaveščati svoje vzorce. In zdaj bom naprej pokazal, kako naprej, kje začeti, kako ugotoviti, o čem pisati, na kakšen način pisati. Torej, z pisanjem se dela proces ozaveščanja miselnih vzorcev in vedenjskih vzorcev, ki jih izvajamo v vsakdanjem življenju. In če hočemo naprej te vzorce ozaveščati oziroma odstraniti, je treba naprej ugotoviti, kateri so tisti, ki so potrebni odstranjevanja oziroma ozaveščanja, transformacije. Na ozaveščanju delamo tistih vzorcev, ki so del polarnosti, ki so razdvajajoči miselni vzorci. In ti vzorci so tisti, ki v nas sprožijo čustvene reakcije. In zdaj, da razložim, kako se čustvene reakcije naredijo, kaj jih aktivira. Torej, recimo, da je to narisal človeka, glavo, oči in pa telo. Ko ti greš skozi dan in potem vidiš nek predmet ali dogodek, ti ta dogodek zaznaš, se pravi, ga vidiš. In zdaj lahko ta dogodek, predmet opazuješ, brez da bi ustvaril v sebi kakšno reakcijo, lahko pa nastane v tebi neka čustvena reakcija. Mi smo v tem fizičnem telesu, kot živo bitje. In hkrati smo mi to fizično telo, ampak po eni strani je to fizično telo samostojna enota, ki funkcionira, se pravi, srce samostojno utripa, brez našega zavedanja, celice se razmnožujejo, brez da bi vedeli, kako, se pravi, smo mi nekako noter v tem telesu, kot neki vozniki, ki s tem telesom upravljamo. In torej mi smo v bistvu to fizično telo, ampak spet po eni strani nismo, smo bolj kot ga vodimo v njemu, smo kot vozniki. Tako da nismo mi to fizično telo kot trup, ampak smo nekje v njem. Zdaj, zaradi lažje ponazoritve bom rekel, da smo mi tukaj, ampak v bistvu smo integrirani za celotnim delom telesa, v vseh delih kotičkih telesa smo. Potem pa obstaja še nekaj, kar se reče umsko-zavestni sistem. Ta sistem je pa energetski sistem. To je pa tisti, ki proizvaja misli in potem skozi njega se aktivirajo čustveni občutki. In to bom pa narisal takole gore. Kot ta umsko-zavestni sistem, ki je energijske narave. Torej, nekako so to te tri komponente, ki jih je fajn razločiti, da potem razumeš, kako mi te miselne vzorce opazujemo, spremljamo, jih naredimo za svoje in kaj je potem posledica teh vzorcev. Torej, opažamo en predmet in včasih ga lahko opazujemo brez, da bi čustveno reagirali, včasih pa nastane kakšna čustvena reakcija. In to je tako, ne. V sebi smo spravili skozi
odraščanje različne informacije. Te informacije so lahko take, ki so realne, neke so pa take, ki so polarne. Tako da v sebi imamo praktično en kup takih programov, bom rekel. Recimo, če meham povečam en program, lahko rečem, da je to prepričanje oziroma informacija, da je oblika tega predmeta, da se tej obliki reče kvadrat. Ta predmet ima kvadratno obliko. Recimo, da smo sprejeli v sebi to informacijo, ker to so vse tiste znanje, tako imenovano znanje, ki smo ga dobili od naših staršev, od šole in tako naprej. In to so nekako te realna, funkcionalna znanja. Prav, s tem ni nič narobe in ko vidimo ta predmet, lahko rečemo, da je ta predmet kvadraten. Lahko smo pa sprejeli v sebe tudi kakšne take nerealne definicije. To so pa polarne definicije. To bom pa ponazoril z temi rdečimi programčki. Zdaj, če povečam enega tegale, lahko rečem, da smo sprejeli prepričanje, recimo, da kvadratni predmeti so grdi. Kvadratni predmeti so grdi. Tako. In to je pa že nerealna oziroma polarna definicija, ki ustvarja notranji konflikt. Zato, ker beseda grdo je polarna definicija v smislu polarnosti med grdo in lepo. Se pravi, imamo na eni strani grdo, na drugi strani pa lepo. In če začnemo deliti realnost, predmete, ki jih opazimo na take polarne definicije, kot je lepo, grdo, potem kakšne druge definicije so recimo še, kaj so še kaj takega, recimo pozitivno, negativno, potem moraš, ne smeš in tako naprej. V tem trenutku, ko živimo po takih definicijah, se ustvarjajo konflikti. In to se v našem vsakdanjiku manifestira tako, da ko vidimo recimo nek predmet, recimo zdaj v našem primeru kvadrat, se na osnovi tega prepričanja v našem umu pojavi misel. Misel, kvadrat je grd. Ko vidimo ta predmet, kvadratni predmet, se nam na osnovi našega prepričanja ustvari, manifestira, priprava na površje v naš ta prepričanje, kvadrat je grd. In zdaj, če mi to dopustimo, to misel, in jo opazujemo in jo naredimo resnično, potem, ko opazimo kvadrat, to posvečno v naš sproži reakcijo, trenje med realnostjo in med našimi prepričanji, ker ta kvadrat smo začeli zaničevati. Praktično smo mu znižali vrednost v odnosu do drugih delcev stvarstva. Se pravi,
vrednost smo mu znižali, ponižali. Manjša vrednost. In na osnovi tega se potem tega prepričanja v umsko-zavestnem sistemu ustvari trenje, ki proizvede energijo. In ta energija, tej energiji mi rečemo čustva oziroma občutki. Energija čustev in občutkov. To so pač te čustvene občutki, ki so kot energija, ki se premakne nekaj v nas. To nima veze za tistimi fizičnimi občutki, ki so realni, ampak to so vsi tisti občutki, ki izhajajo iz uma. In ta energija nas potem prevzame. In začne voditi naše telo, namesto da bi mi vodili naše telo. Ta energija potem prevzame kontrolo našega telesa. In potem v nas sproži reakcijo, akcijo, ki deluje uničevalno na ta predmet, ki smo ga mi definirali kot manj vrednega. Recimo, da vidimo ta predmet, recimo da kvadratno škatlo na cesti in vidimo, in če živimo po tej definiciji, da je predmet, ta kvadratni predmet grd, bomo recimo brcali to škatlo, pa bomo rekli, fuj, grda škatla, tak banalen recimo primer. Ali pa če nam bo nekdo dal, neko kvadratno kocko, pa bomo rekli, ta kocka je grda, pa bomo rekli, pizda, pa kaj s tabo, snor, da ti meni daješ kvadratno kocko, se ja grda, boš ja videl, da je kvadrat grd. Ampak v bistvu to so vse iluzorna prepričanja. In to ima ogromno takih prepričanj v življenju, po katerih mi živimo. In čisto enako je, ali mi definiramo nek predmet, ali da je grd, ali da je lep. Lahko tudi rečem, kvadratni predmeti so lepi. Je popolnoma ista polarna definicija, samo da je na drugi strani polarnosti. V takem primeru, ko vidimo kvadrat, se nam sproži podzavestna misel, kvadrat je lep, in potem se nam sproži spet energija, ki jo pa mi začutimo kot prijetno energijo, recimo energijo občudovanja, ljubezni. In v tem primeru smo pa kvadratu zvišali vrednost. Torej, smo kvadratu dali večjo vrednost od ostalih delcev stvarstva. In kakršnokoli poniževanje ali poviševanje vrednosti, kakršnega koli ali predmeta, ali živega bitja, človeka, živali, rastline, karkoli, v odnosu do drugih, je nerealna in konfliktna definicija. In to so tako imenovane te iluzorne, razvajajoče ali pa virusne definicije, ki smo jih sprejeli v sebe v toku našega odraščanja, ki nam ustvarjajo te probleme. Zakaj so te energije problematične? Zaradi tega, ker recimo negativne energije, negativni občutki zaničevanja, zavračanja vplivajo na to, da potem mi začnemo stvari uničevati, jih zavračati, nekako kritizirati, jih odstraniti iz realnosti. In mi zaradi takih definicij potem uničujemo stvari v življenju. Zaradi definiranja nečesa kot, da imajo višjo vrednost, določeni predmeti ali ljudje, pa začnemo te stvari občudovati, jih nekako želeti čim več takih stvari v življenju, se na njih navežemo, recimo se zaljubiš v neko osebo, zato ker se definira to osebo kot da je nekaj več, da nekaj brez česar ti ne moreš v življenju, in potem se
to osebo želiš imeti ob sebi, da je tvoja punca, pa hočeš, da je stalno ob tebi, da si stalno z njo in takoj, ko je nekje drugje, pa se pogovarja s kakšnim drugim fantom, so potem te občutki ljubosumja in podobnih čustev. In to vse prinesejo te konfliktne medsebojne odnose. In kaj je rešitev tega, kako to se reši teh uničevalnih energij? Rešitev je v enakovrednosti. Torej, enakovrednost je rešitev. Torej, da ta predmet, da ima enako vrednost kot kakršenkoli drug predmet ali živo bitje, da ga ne ponižuješ in rešitev, zato da bomo vsi lahko tukaj živeli v tem svetu v sožitju, da se bomo medsebojno znali podpirati, je to, da vsi živimo po principu enakovrednosti in da počnemo tisto, kar je najboljše za vsa živa bitja. Zdaj bom pa še opisal postopek, kako se pa te virusna prepričanja iz sebe odstrani. To je pa to, zaradi česar se ti danes sprašuj meni. Pa bom pobrisal tole skico. Tega ne bom več rabil. Tako. Torej, ta čustvena reakcije so praktično indikatorji, so pokazatelji, da je v nas neko to konfliktno prepričanje, verovanje, definicija, pač nek ta virusni programček. Torej, proces očiščevanja oziroma samospoznavanja se začne tako, da ti začneš samega sebe opazovati, da skozi dan opazuješ, ali imaš kakšne čustvene reakcije. In ker so to hipne, majhne čustvene reakcije, je fajn, da si jih zapomniš, zabeležiš, tako da jih lahko potem ozavestiš in transformiraš. Tako da zelo priporočljivo je imeti ob sebi kakšen majčken blokac, ki ga stalno nosiš za sabo skozi dan. In v trenutku, ko čustveno reagiraš, si zapišeš, tu sem čustveno reagiral zaradi tega in tega. Samo dogodek si zabeležiš, tako da si potem v bližnji prihodnosti vzameš čas in začneš te stvari ozaveščati. In recimo te definicije v nas so nekako na podzavedni, nezavedni ravni. Zato pač hipno, čustveno, podzavestno reagiramo. Če primerjam to kot z ledeno goro, pa recimo, da je tukaj ta gladina morja, recimo približno 10% je tisto, česar se mi zavedamo, potem je pa tukaj še nekako 20% tistega, kar je podzavedno, pa 70% je pa nezavednega. In cilj tega ozaveščanja je to, da mi ozavestimo vse, kar smo sprejeli v sebe. Torej, da mi to nekako ledeno goro potegnemo ven, nad gladino vode, da vidimo vse, kaj je v nas. In to se počne z postopkom, najbolj učinkovito z postopkom pisanja. Vzameš list papirja ali pa računalnik in začneš
pisati. Ne. Se pravi, se usedeš lepo in pomisliš zdaj takrat, kadar si reagiral. Ne. In začneš pisati. Aha, šel sem po poti, po cesti ali v gostilno, potem sem videl tam, da so imeli en podstavek, en blok z papirčki, kvadratne oblike in potem sem jaz čustveno reagiral. Se pravi, prva faza je, da samo pišeš, samo točno, kaj se je zgodilo vse. Ne. Ko sem stopil sem skozi vrata, sedel sem za šank in na pultu je bil blok papirja kvadratne oblike. V trenutku, ko sem to videl, se je v meni sprožila čustvena reakcija. In potem sem natakarici rekel, natakarica, takoj odstranite ta kvadratni blok papirja, ker je grd in ga ne prinesem pred sabo. Recimo celotna zgodba tega dogodka. V bistvu je to, da ta dogodek, ki se je zgodil zelo hitro, da greš lepo počas, prizor za prizorom in ozavestiš vsak najmanjši dogodek, kaj si naredil, kaj kdo rekel, kaj si ti mislil si, kaj si začutil, te čustvene reakcije, da si vse to v samo iskrenosti napišeš. Torej tukaj je treba biti popolnoma iskren do samega sebe, da se ničesar ne bojiš razkriti, ampak da greš res v globino in obelodaniš vsako najmanjšo podrobnost tega dogodka. Še posebej tisto, kar se dogaja v tebi noter. Te drobne misli. Naslednja faza, ko si to napisal, tukaj še nič ne delaš, nobene analize, samo naprej pišeš. Naslednja faza je pa analiza tega pisanja. Torej, da pogledaš, kje si čustveno reagiral. Potem greš skozi besedilo in tukaj si rečeš, tukaj sem pa jaz čustveno reagiral. In sem rekel natakarci, da ne to odstrani. In potem na osnovi tega vidiš, da je to neka reakcija, ki označuje, nekako kaže na to, da je v tebi neko razvojoče prepričanje. Potem greš pa ugotoviti, zakaj je, ti se vprašaš, zakaj sem jaz čustveno reagiral. In lahko spet naprej to razdelaš in rečeš, čustveno sem reagiral, zato ker sem videl kvadrat in sprožila se mi je misel, da je kvadrat grd. Kvadrat je grd. Zakaj sem pa sprejel to prepričanje? Kdaj sem pa sprejel to prepričanje? In potem lahko spet pomislim in ugotovim, da pri starosti 5 let mi je moja mami kupila neko, da sem jaz si hotel v trgovini kupiti neko igračko, ki je bila, recimo, da je bila to kocka kvadratne oblike in mi je mami rekla, ne bom ti to kupila te igrače, zato ker je ta igrača grda. In potem si ti sprejel podzavestno to prepričanje v sebe, da je kvadrat grd. In nisi se spraševal, zakaj je mami to rekla, kaj so bili ta pravi vzroki, da je to rekla, ampak si enostavno to začel tudi sam verjeti. Se pravi, to njeno besedo, njeno prepričanje si naredil resnično. Za sebe je to postala 100% resnica. Nisi v temu nikoli dvomil. In zaradi tega, ker si potem to noter v sebe dal, si stalno, kadar si bil v soočen z kvadratnim predmetom, podzavestno čustveno reagiral, ko si videl
kvadrat. Potem naslednja faza je pa, da vidiš, da ta definicija, da ni realna. Naslednja faza je, da ti sprejmeš odgovornost za to, da si ti v sebe sprejel. Torej gremo korak dalje. In tukaj se pa začne postopek samoodpuščanja. Torej, ponovadi se začne z stavkom: odpuščam si, da sem sprejel in dopustil prepričanje in tako naprej. Torej, lahko rečeš, napišeš: odpuščam si, da sem sprejel in dopustil prepričanje, da je kvadrat in vsi kvadratni predmeti, da so grdi. Potem pa ugotoviš, zakaj. Namesto, da bi dojel, da nobena oblika ne more biti ne grda, ne lepa, ker je to polarna definicija. Na ta način si naredil prvi del samoodpuščanja. In s tem si nekako to ozavestil, premaknil gor v zavedno in si nekako to dal ven iz sebe. Zdaj pa je treba še zamenjati ta program. Ne moreš samo nekaj stran ven dati iz sebe, ampak še ga moraš zamenjati. Se pravi, moraš narediti nov scenarij, kako boš ti v prihodnosti reagiral, ko boš zopet v podobni situaciji. In si rečeš: naslednjič, ko bom, se pravi, naslednjič, ko bom videl kvadrat, bom učinkovito dihal, ker za dihanjem, za pozornosti na svoje dihanje sidraš zavedanje v tem trenutku, ne dovoliš, da greš v ampak ostaneš v fizičnem telesu. In ne bom dopustil nobene čustvene reakcije. Naslednjič, ko bom videl kvadrat, bom ostal tukaj, bom notranje stabilen, ker kvadrat je tako kot kjerkoli druga oblika, pač drugačna oblika, ni zaradi tega ta oblika nič bolj, nič manj pomembna, ampak je enakovredna kot vse ostale oblike. Ta zaključena faza se pa reče samokorekcija, samokorekcijska praksa. In na ta način je nekako ta transformacija narejena tega miselnega vzorca. Torej, lahko ozaveščaš te miselne vzorce na ta način, da jih ozaveščaš v mislih, da se usedeš, meditiraš, narediš introspekcijo, ampak še bolj učinkovito je pa, če napišeš, ker s tem praktično te misli zmaterializiraš, jih narediš fizične, ker dokler so v glavi, v umu so energija. In ko začneš pisati, veliko več teh misli ozaveščaš, ker upočasniš svoje gibanje. Ta filmski trak upočasniš in lahko res si vzameš čas in vsak kader, slikico po slikico lahko pogledaš, si vzameš neskončno veliko časa, da vidiš vse podrobnosti določenega dogodka. Zaradi tega pisanje je zelo koristno. Lahko je na list papirja, na roke ali v obliki pisanja blogov, se pravi spletnih dnevnikov. In te spletni dnevniki na internetu so v veliko pomoč zaradi tega, ker potem drugi vidijo tvoj proces, lahko drugi, ki delajo, ki so že dalj časa v tem procesu, vidijo tvoj napredek, vidijo, če si se kaj zaštrikal, če si zapadel v kakšne subtilne samoprevare in te potem pomagajo, ti pokomentirajo,
te usmerijo, kako biti še bolj učinkovit pri tem. Torej, to je proces osebne realizacije preko pisanja oziroma osvobajanje samega sebe z pisanjem. Je pa fino potem se ta samoodpuščanje, poleg tega, da si ga napišeš in prebereš, še izgovoriti. To pa zaradi tega, ker miselni vzorci se skozi čas, ko dalj časa jih dovoljuješ v sebi, da se stalno ponavljajo, te miselni vzorci se vse bolj kristalizirajo, spreminjajo agregatno stanje. In zaradi tega nastanejo v telesu, v mišičnem tkivu kristalčki, ki povzročajo bolečine. Zaradi tega so te razne bolečine v mišicah in zaradi tega greš potem tudi kdaj na masažo, k maserju, da ti potem pritiska na mišično tkivo in da ti te kristalčke razdrobi. In s tem, ko izgovoriš to samoodpuščanje na glas, pa tudi z zvokom pomagaš, da ta vibracija zvoka te kristale razdrobi. Tole je nekako ta pojasnilo glede postopka samoodpuščanja. Zdaj bi pa še tebi dal na voljo, da če ti kaj ni bilo jasno ali pa če imaš kakšno vprašanje, da vprašaš, pa da ti še kaj dodatno razložim. Ja, bom malo razmislil za vprašanje. Recimo, najboljša ta polarna definicija je kakor dobro, slabo, to je najbolj pogosta. Ja. Ni važno zdaj, recimo, kakšno je, ampak indikator so zmeri čustvene reakcije. V trenutku, ko ti imaš sam sebe za nekaj več, pa da druge ponižuješ, ali da imaš ti sam sebe kot nekaj manj, pa da druge povzdiguješ, takrat v bistvu si reagiral iz neenakovrednosti. V bistvu je, da ti samega sebe definiraš kot enakovrednega z drugimi živimi biti in da druga živa bitja in tudi predmeti in karkoli definiraš kot enakovredno drugim živim bitjem in predmetom in tudi v primerjavi z tabo. Čustvene reakcije, se pravi te energije, miselne, mentalne energije so indikatorji, so pokazatelji, da imaš neko definicijo v sebi, ki je konfliktna in potem greš samo še ozavestiti, kakšna ta definicija je. So skoraj vsi te človeški odnosi, so skoraj vse polarne definicije. Ja, veliko je teh odnosov, ko se recimo v otroštvu naučiš neke te tekme ali pa začneš delovati po nekih tipičnih miselnih in vedenjskih vzorcih, ki ti nekako zagotovijo strategijo preživetja v odnosu z tvojimi starši. Recimo, da je, tvoja mati zelo taka posesivna, impulzivna, pa zato, da ti ne bi konflikt z njo ustvarjal, nekako ustvarjaš take vedenjske vzorce, da si bolj tiho, da se bolj za sebe držiš, in potem postaneš jezen zaradi tega, ker se ne moraš izražati, ker ne moraš komunicirati, ker si v bistvu njo povišal, da je nekaj bolj pomembna kot ti, pa da se moraš ti zaradi tega ponižati, zato da preživiš, in s tem si sam sebe ga zatiral. In potem, ko greš ko odrasteš, potem se navadiš življenja po teh tvojih lastnih miselnih in vedenjskih vzorcih in iščeš tudi na tako osebo, s katero bi igral približno enako vlogo teh odnosov kot v tvoji družini, pri tvojih starših. Recimo si potem poiščeš eno žensko, ki je tudi bolj taka, bolj čustveno agresivna, posesivna, zato da bi se lahko šel svoje miselne in vedenjske vzorce, temu se reče vzorci tipa ubogi jaz, samozaničevanja. In potem se drugega stalno nekaj zbadata,
ti poskušaš recimo v takem vedenskem odnosu kritizirati njo, ona te začne nekaj nadirati, in se ima to praktično prijetno. Zato, ker si se navadil na te energije, si postal odvisen od teh energij, teh občutkov, slabih občutkov, recimo ti, ali pa dobrih, si ni važen, ampak gre tukaj za to, da smo postali praktično zasvojeni za temi energijami čustev. In zato iščemo potem konflikte v odnosih, zato, da bi potem čim večkrat te energije izkusili. To je kot droga. Čisto enako, kot če bi se dal heroin v žilo, zelo podobno je, kad ti potem ta energija ti nabija, ti preplavi celo telo. Čisto enako so te energije, ki jih sprožamo, ki jih generiramo v svojem umu v odnosu do drugih ljudi. Zaradi tega so pač konflikti na svetu. Zato je nujno, da vsak dela na procesu očiščevanja teh miselnih vzorcev, zato da bomo lahko vzpostavili globalno enakovrednost in da bomo lahko podpirali drug drugega tukaj po principu tistega, kar je najboljše za vse. Se pravi, naredi drugemu, stori drugemu tisto, kar želiš, da bi tudi drugi storil tebi. Bistveno je ustvariti tako komunikacijo, temu rečemo, to become one and equal with, v angleščini. To pomeni, da postaneš eno za tem človekom. Da ko z nekom komuniciraš, da se uživiš v njega. Da ne deluješ iz principa ločenosti, tukaj sem jaz, tukaj si ti, zdaj bom pa jaz tebi nekaj povedal, tako, neko informacijo, ali pa nekaj, kar vidim na tebi. Ampak bistvo je to, da ti se uživiš v to osebo, da si predstavljaš, kakor da si ti ta oseba. In da za to osebo komuniciraš, kakor da komuniciraš sam za sabo. Da razumeš, kakšna ta oseba je, na kakšni stopni razvoja, kakšne ima miselne vzorce, znanje in tako naprej. Tako da poskušaš s to osebo komunicirati, kaj povedati na ta način, da ne boš v njej hotel sprožiti neko čustveno reakcijo. Sicer je vedno ta oseba sama odgovorna za svoje čustvene reakcije, ampak ti z svojim načinom komunikacije lahko v to osebo zelo drezaš in nekako poskušaš, da tej osebi povzroči, da čim bolj intenzivno čustveno reagira. To je to. Še kakšno vprašanje? Mislim, da ne. Dobro. Ok, hvala za sodelovanje. In tudi ostalim, ki ste opazovali ta video posnetek, želim, da bi se priključili postopku ozaveščanja svojih miselnih vzorcev. Najbolj intenzivno in učinkovito se človek nauči dela tega procesa samoodpuščanja, če se priključi spletnemu izobraževalnemu programu Destiny iProcess, kjer dobiš potem mesečne lekcije v obliki besedil in audio povezav in video povezav in dobiš osebnega mentorja, ki te potem sistematično vodi več mesecev in tudi let, če je to potrebno, skozi ta proces ozaveščanja miselnih vzorcev in usklajevanje samega sebe z principom enakovrednosti živih biti, tako da bomo vsi sposobni voditi samega sebe v smeri ustvarjanja razmer na svetu, ki so najboljše za vsa živa bitja, tako za ljudi, kot živali, kot rastline, in da bomo lahko živeli tukaj na tem planetu v medsebojni harmoniji, podpiranju, kot v pravem raju na zemlji.